Gospe in gospodje, himna Republike Slovenije in himna Slovenske demokratske stranke. Spoštovani slovenski demokrati in demokratke, cenjeni gosti ter predstavniki medijev, dragi prijatelji, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na slavnostni akademiji, posvečeni 24. rojstnemu dnevu Slovenske demokratske stranke. Današnje slovesnosti se udeležuje vrh Slovenske demokratske stranke. Oba podpredsednika stranke, Sonja Ramšak in Zvone Černač. Predsednik sveta SDS, France Cukjati. Člani izvršilnega odbora in sveta SDS. Poslanci v Državnem zboru in Evropskem parlamentu z vodji poslanskih skupin. Generalna sekretarka SDS, državni svetniki, župani in podžupani SDS in ministri v vladi Republike Slovenije iz vrst Slovenske demokratske stranke. Z nami pa je seveda tudi predsednik Slovenske demokratske stranke in predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, soprog Ljudska.
ter predstavnika Slovencev v Avstriji in Italiji. Nanti Olip, podpredsednik enotne liste iz Celovca, in Damjan Trepin, deželni tajnik slovenske skupnosti iz Trsta. Ob tej priložnosti še posebej pozdravljamo doktorico Andrejo Špernjak, kandidatko za županjo v mestni občini Maribor, ki prav te dni vstopa v volilno kampanjo. Dobrodošli pa seveda tudi vsi člani in članice iz občinskega odbora SDS Rogaška Slatina ter okoliških odborov in pa vsi dobitniki priznani z minulih let. Tako kot praznujemo svoje rojstne dneve v krogu svoje družine, tako tudi Slovenska demokratska stranka želi praznovati v krogu svojih članov, ki so njena družina. SDS je bila ustanovljena na današnji dan, 16. februarja 1989, torej pred 24 leti. Ob tem se moramo seveda spomniti tudi ustanovitve Slovenske demokratične zveze, ki je bila ustanovljena nekaj tednov prej in se je leta 1995 pridružila SDS. Ta praznični dan smo pred nekaj trenutki počastili slovensko himno, simbolom hrepenenja po svobodi in neodvisnosti naroda. Tokrat smo jo slišali v izvedbi pihalne godbe Orlica iz Bistrice ob Sotli. Himno Slovenske demokratske stranke pa smo poslušali v izvedbi Monike Pučer. Nocoj bodo z nami še naslednji glasbeni gostje. Dekliški pevski zbor iz Bistrice ob Sotli, harmonikaš Gregor Bevc iz Virštanja ter vokalna skupina Osti Jarej iz Podčetrtka. Današnja slavnostna akademija gostuje v Rogaški Slatini, v mestu, ki slovi po znamenitem vrelcu mineralne vode Donat in po steklarni, kjer izdelujejo slovit rogaški kristal. V tej občini deluje tudi močan odbor SDS, ki ga vodi predsednik Stanko Habjanič. Vabim ga k besedi. Spoštovani predsednik, soproga, ministri, potem seveda gostje, župani in pa vsi ostali, ki ste se danes zbrali v Rogaški Slatini. Posebej sem vesel, da ste izbrali Rogaško Slatino prav za 24. obletnico, ki je seveda nekje povedala tudi koliko o neki naši prebojeni poti. Jaz bi želel, da bi vam ta današnja akademija tukaj slavnostna ostala v lepem spominu. Potem danes je sigurno v tej dvorani mnogo naših in pa tudi iz drugih odborov, ki so pravzaprav celih 24 let v stranki SDS. Meni je žal, nimam toliko staža, vendar samo 2 leti manjkajo, takrat sem stopil v stranko, ko je prevzel vodenje naš predsednik Janez Janša, tako da sedaj normalno z veseljem tudi vodim naš odbor. Spoštovani predsednik, vsi ostali, želim oziroma čestitam ob tej 24. obletnici vam vsem tistim ustanoviteljem in pa ostalim članom naše stranke. Želim pa seveda, da iz Rogaške Slatine ponesete lepe spomine in da se srečno vrnete domov. Moje vsi tu se lepo narobe.
zato, če lije dež, malo le oči pripreš in že v sanjah 1, 2, 3 z neba sonce se blešči. Če te nekaj ne vabi svet, le nekar doma sedet, po vsej zemlji tja in počez, vozi ga fantazija ekspres. Če slučajno imaš kaprico, pelješ z njim sevnico. Slovenska demokratska stranka je pravna in politična naslednica dveh osrednjih strank, Slovenske pomladi in Demosa, ki je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika izpeljala obe ključni točki svojega programa – demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije. Od začetkov tistih prelomnih časov mineva leto že 24 let. Prvi predsednik stranke, France Tomšič, je ob njeni 20-letnici dejal: vsaka obletnica stranke je velik praznik, ne le za člane in članice, temveč za večino slovenskega naroda, saj brez uvedbe večstrankarskega sistema ne bi bilo ne svobodnih volitev, ne parlamentarne demokracije, ne plebiscita in tudi ne osamosvojitve. Slovenska demokratska stranka je v enopartijskem sistemu prebijala led in kazala pot, da smo skupaj ustvarili to, kar imamo danes. Kljub vsemu, kar se dogaja danes, se vendarle moramo zavedati, da imamo več, kot si mnogi narodi sploh ne znajo sanjati. In to moramo negovati. Dovolite mi, spoštovane gospe in gospodje, da na oder povabim nekdanjega predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika sveta SDS, gospoda Franceta Cukjatija. Spoštovani predsednik, gospod Janez Janša s soprogo Urško, spoštovani visoki gostje, poslanke in poslanci, dame in gospodje. Malo je v Sloveniji resnih državotvornih strank, ki niso ujete v populistično nabiranje medijske všečnosti, ampak, kot bi rekel dr. Jože Pučnik, jim gre za stvar. Predvsem v času družbene, politične in vrednotne zmede se mora stranka vračati k svojemu izvornemu navdihu, če hoče ostati resna, stabilna in programsko verodostojna. Korenine političnega navdiha Slovenske demokratske stranke segajo globoko v slovensko politično tradicijo Janeza Evangelista Kreka, Ivana Cankarja in Albina Prepeluha. Iz grenkih izkušenj s totalitarizmi prejšnjega stoletja je volja po demokratizaciji v 80-ih letih tudi v Sloveniji dobila neosporljivo moč. Decembra 1987 se je iz stavkovnega gibanja v Litostroju pod vodstvom Franceta Tomšiča rodila socialdemokratska pobuda, ki je 16. februarja 1989, torej pred 24 leti, v Cankarjevem domu v Ljubljani pripeljala do ustanovnega zbora Socialdemokratske zveze. Že na velikem zborovanju na Kongresnem trgu maja istega leta je pesnik Tone Pavček prebral znano majniško deklaracijo, France Tomšič pa je imel nagovor z naslovom Svoboda Janše je naša svoboda. V tistem času je Slovenija dobila vrsto novih strank, ki so se združevale, razdruževale, se rojevale in ugašale.
Vodenje Socialdemokratske zveze je prevzel dr. Jože Pučnik, ki mu je bilo na to zaupano tudi vodenje Demosa, velike koalicije slovenske pomladi. A tudi Demos je potem, ko je izpeljal slovensko osamosvojitev, ugasnil. Bil je čas zorenja demokratičnih gibanj, stranke so iskale svojo identiteto, mnoge pri tem niso uspele. Socialdemokratska zveza pa se je z leti preimenovala v stranko in začela vse jasneje prevzemati vrednote zahodnoevropske socialne demokracije, ki svoje korenine išče in najde v krščanstvu, evropski humanistični filozofiji, razsvetljenstvu in v demokratičnem delavskem gibanju. Svojo identiteto je gradila na vrednotah svobode, pravičnosti in solidarnosti. Leta 1995 so se ji pridružili Narodni demokrati, ki so bili pravni nasledniki Slovenske demokratske zveze. S tem je naša stranka postala naslednica dveh ključnih strank nekdanjega Demosa. Ob približevanju Evropski uniji in Evropski ljudski stranki pa smo, upoštevajoč evropsko terminologijo, ime stranke dokončno korigirali v Slovensko demokratsko stranko. Zanimiva je pot naše stranke. Noben zunanji napad nas ni strl. Nobena podtaknjena afera nas ni zlomila. Iz vsake krize smo izšli močnejši in enotnejši, ker nismo bili slepo zazrti v svoje ozke interese, ampak nam je vedno šlo za stvar, za državo Slovenijo. Ker se skupaj s predsednikom ne bojimo znoja in žuljev in ker nas še tako pritlehna polena pod nogami ne prestrašijo in ne ustavijo. Tudi sedanja kriza, ki so jo povzročili iz koalicije bežeči partnerji, ne bo zlomila naše stranke in njenega predsednika. Ojačila nas bo. Medtem ko druge stranke zbegano iščejo izhod iz slepe ulice, v katero so brezglavo zabredle, pa Slovenska demokratska stranka vse svoje moči namenja reševanju države. Medtem ko druge stranke pred kamerami glasno modrujejo o raznih rešitvah, iščejo novega mandatarja, spreminjajo svoja stališča, se prepirajo in ugotavljajo, kaj bi kdo moral storiti, pa vlada Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije vlaga nujne zakone, išče spodbude gospodarstvu, se bori za evropska sredstva, sanira bančni sistem, rešuje Piranski zaliv in tako dalje. Še slep in neosveščen državljan mora videti to razliko. Živimo v čudnih in nevarnih časih. Če politično prodani, skorumpirani ljudje preiskujejo, sodijo in brezprizivno obsodijo človeka, če samo oklicani preroki umazanih rok napovedujejo vlado čistih rok, če ulica vzpostavlja pravno državo tako, da nasilno odstranjuje tiste, ki jih je izvolilo ljudstvo, če zamaskirani demonstranti zahtevajo pravično državo tako, da linčajo človeka, o katerem si je nekdo izmislil umazano laž, če koalicijski partnerji že po enem letu sami rušijo svojo uspešno vlado in svoj dobro zastavljen program reševanja iz krize, potem se vprašamo, ali so res že nastopili apokaliptični znaki razpada države. Na domove mariborskih mestnih svetnikov so še pred kratkim grozeče trkali jurišniki z ulice, s čimer nam vsiljujejo primerjavo z nacističnimi obiski judovskih domov, kar je v Hitlerjevi Nemčiji pomenilo uvod v holokaust. A če kdo pozori na zgodovinske izkušnje in dogodke poimenuje s pravim imenom, je ogenj v strehi.
Tisti, ki že 20 let našega predsednika že kar rutinsko obkladajo za diktatorjem, so ob besedi levi fašizem neverjetno vzrojili. Pa vendar je tako jim že pred 50 leti uporabil nemški filozof Jürgen Habermas za skrajno levičarsko gibanje, ki je rušilo demokratična načela in zagovarjalo uporabo nasilja. Naj torej Bogu nič več ne rečemo Bob, laži nič več laž, kraji nič več kraja, diskreditaciji, linču in likvidaciji pa nič več diskreditacija, linč in likvidacija, ne! Pravice do resnice in svobode govora si ne pustimo vzeti. Vsem državnim inštitucijam, predvsem politično skorumpiranim komisijam, ki neutemeljeno sodijo in obsodijo, sporočamo, da si nikoli ne bomo pustili odvzeti v ustavi zagotovljene pravice do pritožbe in samoobrambe. Naj Slovenija ve, da Slovenska demokratska stranka ne bo nikoli pristala na izničenje osnovnih načel pravne države. Poročilo protikorupcijske komisije je bolj podobno osnovnošolskemu zmazku kot pa resni zadevi. A to nekaterih koalicijskih partnerjev ni motilo, da ne bi takoj zahtevali odstop svojega predsednika, še preden bi imeli priložnost prisluhniti njegovi razlagi. Slepo in bliskovito rušijo lastno vlado in ustvarjajo politično krizo, ne glede na težke posledice za državo. Snujejo neko projektno vlado, čeprav tako vlado že imamo. Njen projekt je zapisan v koalicijski pogodbi in vsebuje vse nujne ukrepe za izhod iz krize in zagon gospodarstva, vključno s sanacijo bank, umikom politike iz gospodarstva in zapiranjem pipe, na katero je še vedno krčevito prisesana tranzicijska paradržava. Po enem letu odličnega delovanja te vlade so ti koalicijski partnerji naenkrat pozabili na ta projekt, zaradi katerega so sploh oblikovali koalicijo. Ves čas jim je bilo očitno tudi strani paradržave dovoljeno uresničevati reformni program, a pri bankah se je nenadoma zapletlo. Ko niti z referendumom ni bilo več mogoče zaustaviti posega v tranzicijski bančni sistem, so morali nekateri koalicijski partnerji kar sami zaustaviti svoje konje in podreti, kar so ravnokar gradili. Pa očitno ne zato, da zrušijo predsednika vlade, ampak da preprečijo pregledno sanacijo bank. Tranzicijsko omrežje je očitno pripravljeno storiti vse, da ohrani svoj neizčrpen finančni vir, ki ga moramo vedno znova z dokapitalizacijami polniti prav mi, davkoplačevalci. Predsednik vlade, gospod Janez Janša, je pri tem le stranska žrtev, ker jim pač predstavlja edino oviro temu početju. V vsa vplivna področja, v gospodarstvo, bančništvo, sodstvo, medije sežejo lovke tranzicijskega omrežja, zaradi česar upravičeno govorimo, da si je to omrežje prisvojilo, podredilo, olastninilo, ukradlo državo. State capture, so rekli. Oziroma, da to omrežje v bistvu nikoli ni se stopilo z oblasti. Leta 1990, torej takoj po padcu komunizma, je Drago Jančar
takole zapisal. Mnogi so naivno pričakovali, da bo po tisti noči, ko bo s treskom padel komunizm, svet ostal prerojen, očiščen in drugačen. Na vseh koncih in krajih pa so na krmilnih položajih ljudje, ki so glasno ali z molčečim sodelovanjem omogočali celoten sistem represivno-permisivnega načina življenja. Težava je v tem, da zdaj ti ljudje se svojih še zmeraj odličnih pozicij vpijejo o svobodi tiska in ustvarjalnosti, svobodi poklica, avtonomiji univerze, neodvisnosti sodstva. Isti, ki so storili vse, da se te najbolj normalne reči na svetu ne bi uveljavile, so zdaj njihovi visoki apologeti. Ljudstvo z gorečimi besedami svarijo ne samo pred nesposobnostjo nove oblasti, se pravi včerajšnje opozicije, ampak tudi pred nevarnostjo monopolizma, enoumja, da celo beseda totalitarizem je padla. Zadnji veliki ideološki projekt tega stoletja se je res zrušil. Mi pa smo še zmeraj na prizorišču, eni in drugi, nikamor se ne da oditi, ničesar se ne da odpraviti, vse je še zmeraj tukaj. Tako torej, drago Jančar, leta 1990. Žal bi lahko isto zapisal tudi danes, 23 let kasneje. Kako je že rekel, ničesar se ne da odpraviti, vse je še zmeraj tukaj. Da, vse je še zmeraj tukaj. A tudi Slovenska demokratska stranka je še zmeraj tukaj. In to večja in močnejša kot kdajkoli prej. Če so nekatere pomladne stranke že zvodenele v političnem potrošništvu, pa je tu SDS kot vse močnejši nasprotnik temu omrežju, ki lahko obstaja le, dokler resnično ne vzpostavimo pravne, pravične in demokratične države. Vzpostavitev in ohranjanje take države pa je bil, je in bo glavni cilj Slovenske demokratske stranke. Spoštovani, brez takih političnih strank, brez pogumnih in srčnih ljudi, ki jim gre za stvar, tudi narod ne more stati in obstati. V tem je naša odgovornost, pa tudi naše zadovoljstvo in naš ponos. Hvala.
Povabili smo mladega navdušenega harmonikarja Gregorja Belca iz Virštanja. Zaigral nam je eno znanih slovenskih narodno-zabavnih melodij z naslovom Kmetič praznuje. Zdaj pa vabim na oder vokalno skupino Osti Jare iz Podčetrtka. Verjetno se sprašujete, odkot njihovo nenavadno ime. Tudi sama sem se. Pa sem pogooglala. In kaj piše? Osti Jare se glasi najstarejši znani slovenski zapisani pozdrav ali napitnica oziroma zdravica. Zapisan je bil na starodavnem vrču za točenje pijač. Dve kratki besedi sporočata: ostanite mladi in zdravi. Dan danes, po 2500 letih, je ta pozdrav znova aktualen in ga z veseljem ter ponosom uporablja še dalje več mladih. Najbolj razširjen je v njegovi skrajšani različici Oj, gotovo ga vsi poznate. Gospe in gospodje, Osti Jare. Slovenska demokratska stranka že več kot 2 desetletji vztrajno raste in gradi najmočnejšo pomladno politično moč. Smo kot velika družina, prizadevamo si za skupne vrednote in enake cilje. Vsakim novim članom smo močnejši, še bolj povezani in pripravljeni tvorno sodelovati pri oblikovanju naše skupne države. Zavedamo se, da je od današnjih odločitev odvisna usoda prihodnjih generacij. Za voljo njih smo pripravljeni to početi kljub temu, da smo dnevno deležni neutemeljenih, nespodbitnih in krivičnih obtožb, in to samo zato, ker se trudimo rešiti državo iz krize, v katero ni zašla po naši krivdi. Naši člani to vedo. Delajo za uresničitev dolgoročnih ciljev, za katere morda ne bodo nikoli ustrezno poplačani. Zato je najmanj, kar lahko naredimo, da jim izrečemo javno zahvalo za njihovo nesebično razdajanje. Današnji
dan je namenjen prav temu, podelitvi priznanj SDS za neumorno delo najzaslužnejšim članom in sodelavcem. Izvršilni odbor SDS je na podlagi predloga kadrovske komisije za leto 2012 podelil 8 zlatih, 22 srebrnih in 128 bronastih znakov ter en diamantni znak. Poleg tega pa še 2 priznanji in 4 plakete. Srebrni in bronasti znak ter priznanja bodo podeljena na občinskih prireditvah, nocoj bomo podelili 2 plaketi, 8 zlatih znakov ter prvič v zgodovini tudi diamantni znak SDS. Najprej bomo podelili plaketi SDS za leto 2012. Plaketo prejme posameznik ali organizacija, ki ni neposredno vpleta v strankino življenje. Letošnji prejemnici plakete sta stranki zamejskih Slovencev na avstrijskem Koroškem in v Italiji. To sta enotna lista iz Celovca in Slovenska skupnost iz Trsta. Plaketi bosta v imenu svojih strank prevzela Nanti Olip, podpredsednik enotne liste iz Celovca, in Daniel Trpin, deželni tajnik Slovenske skupnosti iz Trsta. Plaketi bosta podelila predsednik SDS, gospod Janez Janša, in vodja slovenske delegacije v Evropskem parlamentu, dr. Milan Zver. Je edina samostojno koroško slovensko manjšinska politična stranka, ki se sama opredeljuje kot svetovno-nazorsko odprta zbirna stranka Slovenske narodne skupnosti. Ustanovljena je bila zato, ker se koroške večinske stranke in izvoljeni mandatarji niso znali v zadostni meri potegniti za koroške Slovence. Slovenska skupnost pa je krovna politična stranka Slovencev v Italiji. Temelji na načelih narodne samobitnosti, politične samostojnosti, pluralistične in demokratične ureditve in socialne pravičnosti, katere temeljni cilj je skrb za ohranitev in okrepitev slovenstva ter samostojno politično življenje Slovencev v Italiji. Obe zamejski organizaciji že leto dolgo prijateljujeta Slovensko demokratsko stranko in sta eden trdnejših podpornih temeljev slovenstva. Prijateljstvo, ki sloni na medsebojnem zaupanju, spoštovanju in skupnih vrednotah, se izkazuje v intenzivnem čezmejnem sodelovanju in izjemni podpori, ki jo obe organizaciji izkazujeta SDS pri vseh njenih dejavnostih, aktivnostih in vsakokratnih volitvah. Prav v lanskem letu sta enotna lista in slovenska skupnost izkazali posebno podporo tudi dr. Milanu Zveru v njegovi predsedniški kampanji, za kar se jima na tem mestu iskreno zahvaljujemo. Je nedvomno pripomogel k večanju ugleda in uspeha SDS ter k uveljavljanju vrednot programa SDS tako doma kot tudi v tujini. Zahvalo za zaupanje ter kot spodbudo za nadaljnjo krepitev prijateljstva in sodelovanja izvršilni odbor SDS enotni listi in slovenski skupnosti podeljuje plaketo SDS. Prihajamo na podelitev zlatih znakov SDS. Zlate znake bosta podelila predsednik gospod Janez Janša in predsednik sveta Francet Sukijati.
Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Kristjan Brus. Kristjan Brus iz Idrije se je stranki pridružil pred 15 leti, na svoj 18. rojstni dan. Že zelo mlad je dojel, kako pomembna je angažiranost mladih, če želimo v družbi doseči spremembe na bolje. Zlasti, če gre za spremembe v korist mladih. Obzorje si je širil na strankarskih izobraževanjih, kot predsednik Idrijskega odbora SDM in kot dolgoletni član izvršilnega odbora v Idriji je svojo pridnostjo in zagnanostjo zgledno zastopal stranko v ožjem in širšem okolju. Zasluženo je bil izvoljen za podpredsednika, zatem pa tudi za predsednika občinskega odbora SDS Idrija. To funkcijo opravlja še danes. Že drugi mandat je občinski svetnik in trenutno tudi vodja svetniške skupine. Njegove vse strankarske sposobnosti odsevajo v dobrih volilnih rezultatih, povečanju števila občinskih svetnikov in članov stranke, zlasti mladih. Izvršilni odbor SDS Kristjanu Brusu podeljuje zlati znak v zahvalo za dosedanje delo in spodbudo za nadaljevanje uspešne politične kariere. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Štefan Đirica. Štefan Đirica je član Slovenske demokratske stranke od leta 1993. 10 let je bil predsednik odbora v Črenšovcih, že drugi mandat je občinski svetnik in vodja svetniške skupine. Njegovo delo tako v odboru kot v občinskem svetu je pomembno doprineslo k prepoznavnosti in vplivu Slovenske demokratske stranke v tem okolju. Poznamo ga ne le kot pridnega, temveč tudi kot dobrovoljnega in optimističnega človeka, ki mu nikoli ni težko narediti še nekaj več, kot je potrebno. Štefan Đirica je naredil veliko tudi za uveljavljanje vrednot in prenos znanja na mlajše generacije naših članov, zato se ni bati, da bi odbor ne bil uspešen tudi v prihodnosti. Izvršilni odbor z veseljem podeljuje Štefanu Đirici zlati znak za njegovo dolgoletno predano delo in spodbudo tako njemu kot odboru, ki ga je predlagal. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Danijel Hriberšek. Vsa leta njegovega delovanja so bila prežeta z zavzetnostjo, vestnim in korektnim delom ter zavzetostjo vrednotam slovenske pomladi. Kot dolgoletni mestni svetnik in član pomembnejših mestnih organov je imel možnost, da uveljavlja vrednote SDS, kar je tudi vedno dosledno počel. Je vzor modrosti in znanja. Kljub visoki starosti je še vedno aktiven in je s svojim elanom spodbuda mlajšim generacijam, ki prihajajo za njim. S svojim umirjenim delovanjem in premišljeno besedo izkušenega poznavalca zgodovine in umetnosti pomaga razvijati pozitiven odnos ljudi do stranke in s tem dviguje ugled Slovenske demokratske stranke v ožjem in širšem smislu. Za dolgoletno zvestobo, aktivno delovanje, za širjenje idej slovenske pomladi ter njenih vrednot, izvršilni odbor Danijelu Hriberšku podeljuje zlati znak.
Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Alojz Klemenčič. Alojz Klemenčič iz Ajdovščine se je za članstvo v Slovenski demokratski stranki odločil pred 12 leti. Stranka je takoj prepoznala njegove človeške in organizacijske kvalitete in ga že kmalu predlagala za pomembnejše funkcije. Postal je podpredsednik odbora in član strankinih forumov, preko katerih je kandidiral tudi v organe stanovskih organizacij. Zdaj je že drugi mandat član občinskega sveta in vodja svetniške skupine. Znan je kot velik zagovornik strpnega in konstruktivnega dialoga. Njegova aktivna povezovalna vloga se pozna tudi pri volilnih rezultatih, saj stranka v tem okolju vedno posega po visokih odstotkih. Članstvo v odboru vztrajno narašča tudi zato, ker zna politične aktivnosti spretno povezati z družabnimi dogodki, s čimer pritegne ljudi k boljšemu aktivnemu sodelovanju. Za njegovo dolgotrajno aktivno delo ter dvigovanje ugleda stranke v širšem okolju mu izvršilni odbor podeljuje zlati znak. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Albert Pavlič. Albert Pavlič deluje v stranki že skoraj 20 let. Že dva mandata je eden od najbolj prepoznavnih in cenjenih občinskih svetnikov v Šentjerneju. Kot kandidat za poslanca in za župana je močno presegel rezultate stranke, kar kaže na njegovo prepoznavnost in vpliv. Vsakega projekta se loti z veliko vnemo, taktno in premišljeno. Je izjemen organizator, spreten retorik in argumentiran razpravljalec. Njegova energija in dobra volja sta nalezljivi in nepogrešljivi gonilni sili vseh aktivnosti stranke na lokalni ali državni ravni. Je član delavske zveze SDS in odločen sindikalist. Kot član vodstva v odboru je pomagal prenoviti strukturo tako občinskega odbora, kakor tudi odbora SDM, saj samo v zadnjem letu v stranko pritegnil skoraj 100 novih članov. Leta 2012 je prevzel vodenje Dolenjsko-Belokranjske regijske koordinacije in uspel povezati odbore v tej veliki regiji, kar je že prišlo do izraza v času predsedniške kampanje dr. Milana Zvera. S svojim delovanjem je Albert Pavlič vedno srčno zastopal interese SDS, deloval v njeno dobrobit in skrbel za njen ugled v slovenskem prostoru. Zato mu izvršilni odbor za hvalo in spodbudo podeljuje zlati znak. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Andrej Redek. Andrej Redek je član stranke v Novem mestu zadnjih 10 let. Čeprav morda ne toliko izpostavljen, v vsakodnevnem javnem političnem življenju pa je njegovo delo, požrtvovalnost in prispevek k uspehom novomeškega odbora SDS neprecenljive vrednosti. Je namreč eden od najbolj aktivnih članov volilnih štabov ob vsakokratnih volitvah in volilnih kampanjah. Vsakdo, ki je kdaj sodeloval pri izvedbi volilnih aktivnosti, na terenu zelo dobro ve, kakšno je to delo, koliko dragocenega časa, materialnih sredstev in predvsem osebne angažiranosti je potrebno vložiti za vsak najmanjši uspeh. Andrej Redek je kot uspešen obrtnik vedno priskočil na pomoč s brezplačno izdelavo panojev, stojnic in sprevozi po terenu. Zaradi svoje nesebičnosti je v svojem okolju cenjen in spoštovan, kar vpliva tudi na prepoznavnost in ugled stranke. Izvršilni odbor zato gospodu Andreju Redku za njegov prispevek k krepitvi vrednot Slovenske demokratske stranke podeljuje zlati znak.
Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Majda Trampuš. Majda Trampuš je članica občinskega odbora Kungota že 13 let. Vse življenje je trdo vpeta v družbeni utrip domačega kraja. Vse svoje življenjske cilje in napore je posvetila zagotavljanju boljšega ter kvalitetnejšega življenja svojih sokrajanov. Vključitev v politično življenje je bila le logična nadgradnja njene že tako aktivne družbene angažiranosti. 2 mandata je vodila tajniške posle odbora, zaradi svojih organizacijskih in vodstvenih sposobnosti, komunikativnosti in inovativnosti pa je bila kmalu izvoljena za predsednico. Svojo karizmo in trdim delom je uspela povezati preizprt odbor in uveljaviti vrednote, ki so povrnile zaupanje članov. Danes je podpredsednica, že 2. mandat pa je tudi občinska svetnica. Majda Trampuš je dobra, načelna, poštena in pokončna Slovenka, ki skupaj z družino živi za stranko in v občini uživa velik ugled. Zaradi njen ugled in spoštovanje uživa tudi Slovenska demokratska stranka. Izvršilni odbor Majdi Trampuš podeljuje zlati znak s hvaležnostjo za njen večni optimizem, vero v samostojnost, poštenost in širjenje vrednot Slovenske demokratske stranke. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme doktorica Andreja Valič Zver. Doktorica Andreja Valič Zver aktivno deluje v stranki že več kot desetletje. Od leta 2003 je članica strokovnega sveta SDS, kjer vodi komisijo za popravo krivic in narodno spravo. Že vrsto let predava na Akademiji Jožeta Pučnika, Novi politiki in drugih srečanjih v okviru SDS. Kandidirala je na državno-zborskih volitvah 2011, leta 2010 pa je bila izvoljena za mestno svetnico v občini Kranj. Vodi študijski center za narodno spravo, ki se ukvarja z molčano zgodovino slovenskega naroda in usmerja veliko energije v spravo med Slovenci. Njeno delo je opaženo in priznano tudi na mednarodni ravni, saj je članica izvršnega odbora platforme Evropskega spomina in vesti. Redno pa se udeležuje tudi drugih mednarodnih srečanj s to tematiko. V letu 2012 je postala članica upravnega odbora Agencije Evropske unije za človekove pravice in predsednica Arhivske komisije pri Vladi Republike Slovenije. Zadnja leta se je raziskovalno ukvarjala z vlogo dr. Jožeta Pučnika in Demosa v slovenski pomladi. Svoje osebne kreposti, kot so odločnost, širina, resnicoljubnost ter politične vešine, je na najboljši možni način predstavila v času predsedniške kampanje, v kateri je intenzivno sodelovala vse od začetka. Njeni bleščeči nastopi na mnogih prireditvah in televizijskih soočenjih so predstavljali resnično novo dodano vrednost. Izvršilni odbor zato doktorici Andreji Valič Zver podeljuje zlati znak za njeno neumorno iskanje resnice ter širjenje vrednot Slovenske demokratske stranke tako doma kot tujini. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo, da bi s svojim delom uspešno nadaljevali tudi v prihodnje. Zvezde, Mario.
premoru, zdaj prehajamo na najslovesnejši trenutek današnje akademije, na podelitev novega najvišjega priznanja, diamantnega znaka SDS. Diamantni znak lahko prejme član, ki v stranki aktivno deluje vsaj 15 let in je s svojim delom bistveno pripomogel k večanju ugleda in uspeha SDS na državni ravni. Diamantni znak bodo podelili predsednik SDS gospod Janez Janša ter podpredsednika SDS gospa Sonja Ramšak in gospod Zvone Černač. Prvi diamantni znak v zgodovini SDS prejme gospa Vera Ban. Vera Ban je članica Slovenske demokratske stranke od leta 1990. Njeno strankarsko življenje se je začelo, ko je nekega marčevskega popoldneva pogumno vkorakala v skromne kletne prostore stranke v Šiški, stopila k dr. Jožetu Pučniku in rekla: "Jaz sem prišla pomagat." Vse drugo je zgodovina. Vera Ban je od tistega dne naprej aktivna članica in sodelavka glavnega tajništva SDS. Prva leta je delala kot tajnica dr. Jožeta Pučnika in stranke, pozneje je prevzela tajniške obveznosti kluba seniorjev in seniork, kar je še danes. Dolga leta je bila zunanja sodelavka revije Demokracija, kjer je lektorirala in urejala pisma bralcev, skrbela pa je tudi za lep slovenski jezik v dokumentih SDS. Po ustanovitvi inštituta dr. Jožeta Pučnika je postala članica upravnega odbora. Vera je bila vedno kritična opazovalka aktualne politične situacije. Na najbolj kritične anomalije v družbi se še vedno odziva v javnosti prek pisem bralcev. Vedno se jasno in glasno postavi v bran interesom stranke. Britka osebna življenjska zgodba jo je namreč naučila, da nikoli ni čas za obup ali malodušje. Vera Ban je predana stranki z dušom in telesom. Verjeli ali ne, vsak dan pride med prvimi. Vedno vestno najavi svojo sicer redko odsotnost in takoj sporoči, če slučajno zboli. Njena živahnost, delavnost, mentalna bistrost in pridnost nikakor ne izdajata njenih let. Sodelavcem je za svetel zgled in upanje, da bomo njena leta dočakali enako vitalni. Vera Ban je še vedno trdna vez med stranko in družino pokojnega dr. Jožeta Pučnika. Pred kratkim pa je prevzela tudi pomembno nalogo, da pobrska po strankinih in domačih arhivih in napiše spomine nanj in na čas, ki sta ga preživela kot sodelavca. Kdo bi to znal bolje kot ona? Zato je prav, da gospa Vera Ban kot prva prejme novo priznanje, diamantni znak za zasluge, ki jih ima za Slovensko demokratsko stranko od njene ustanovitve do danes.
Dober večer vsem in lepa hvala. Kaj ne rečem? Lepo je bilo v vseh teh letih. Srečati Pučnika je bilo tako, kot srečati očeta. Pučnik ni bil samo predsednik, bil je človek, bil je dobrota in eno samo poštenje. Zato se naj nocoj, ko sem prejela to žlahtno priznanje, najprej zahvalim sedanjemu predsedniku, gospodu Janezu Janši. Ni večjega priznanja zame, kot da sem to prejela iz njegovih rok. Doktor Pučnik je vedel, komu bo predal stranko. Velikokrat mi je rekel, Vera, če komu, potem Janezu, ker ga spoštujem, ker je sposoben in ker ni zahrbten, ker sprejema stvari take, kot so. In v Janezu smo res to prepoznali zlahka in če kdaj, potem v tem času, ko se kljub vsem, oprostite izrazu, svinjarijam, ki mu jih izganjajo razni viranti in podobni, bori za Slovenijo, za novo slovensko pomlad. Ko smo na Kongresnem trgu doživeli slavje, smo vedeli, da se nam bliža nova slovenska pomlad. Pučnik je rekel, konec Jugoslavije, za Slovenijo gre. Gospod Cukjati pa je zadnjič pribil. Stati in obstati. In to je naša dolžnost.
25. obletnici stranke se pridružuje tudi občinski odbor Rogaška Slatina. Priložnostno darilo predsedniku SDS gospodu Janezu Janši bo predal predsednik odbora Stanko Habjanič. Vabim vas, da se pridružite. No, da povem tudi zakaj. Namreč naš predsednik z odborom deluje od leta 1993 zelo dobro, tudi z drugimi, ampak z našim. Tudi današnji, tale 24. obletnica ustanovitve je tudi močno povezana z našim odborom. Jaz bi v imenu našega odbora podaril to sliko z motivom Rogaške Slatine, ki je nastala pod peresom naše tajnice občinskega odbora, gospe Lidije Ulbin, in naj ga spominja na današnje stranke Rogaške Slatine. Vse dobro in da še nas dolgo vodi, tako kot nas je. Spoštovane gospe in gospodje, današnja slovesnost se počasi zaključuje. Se opravičujem. Se opravičujem voditeljici za ta poseg v program, samo želel bi se zahvaliti našim gostiteljem, članicam in članom Slovenske demokratske stranke iz Rogaške Slatine, predsedniku za to prijetno presenečenje. Še z tega mesta preko mikrofona iskrene čestitke vsem prijetnikom današnjih priznanj Slovenske demokratske stranke, tudi čestitke tudi tistim, ki bodo dobili srebrne in bronaste znake, tistih večinoma danes ni tukaj, bilo bi jih preveč. Ta priznanja bodo podeljena na različnih srečanjih v prihodnje. Veliko dobrega in koristnega smo z delom tisočih storili v preteklem letu. Verjetno je kakšno priznanje prej premalo kot preveč, ampak priložnost za to, da te napake popravimo, bodo v prihodnjih obletnicah, tako da pozivam tudi tiste občinske odbore, ki imate prizadevne člane, pa niste predlagali kandidatov za priznanje, da to v naslednjih obdobjih popravite. Še posebej bi se tukaj želel zahvaliti gospe Veri Ban za te besede, ki jih je izrekla, za to govornico. Mislim, da bi lahko marsikdo od nas govoril eno uro, pa ne bi bil sposoben povedati istega. Zahvaljujem se ji pa predvsem zato, ker je ona skozi celo svoje življenje dokazovala, kako je pomembno živeti načela, kako je pomembno tudi takrat, ko nimaš drugega razen dobre volje pristopiti zraven, kot je naredila ona, ko je prišla takrat na Strnenovo, dr. Jožetu Pučniku in rekla, ali lahko kaj pomaga. To obdobje bo opisano v njenih spominih, ki so bili že prej omenjeni in napovedani. Jaz sem imel privilegij, da sem prebral nekaj prvih poglavij. To bo zelo zanimivo branje. Mislim, da se bomo vsi potrudili, da ta knjiga izide do našega majskega kongresa. Toplo je priporočam v branje. To ni samo zgodovina, to je pogled na največjega človeka sodobne Slovenije od blizu, skozi oči nekoga, ki je stvari opisal točno tako, kot so se dogajale. Torej, Vera, hvala tudi za to dejanje, predvsem pa za to, kar si v svojem življenju še posebej, pa v teh desetletjih, ko smo skupaj,
dokazala, kako je pomembno tudi v času, ko je morje razburkano, držati smer, se držati svojih načel, iti naprej, ne obupati, tudi takrat, ko je morda za marsikoga pretežko in predvsem, ko si pokazala, da svojim optimizmom pa svojo dobro voljo, ki si jo širila med nami, ne samo na glavnem tajništvu, ampak v celotni stranki, lahko vzdržujemo ne samo politično, ampak tudi prijateljsko družino. Torej, hvala za to, kar si naredila, hvala za to, kar še boš naredila, predvsem pa hvala za to, ker si vsem ostalim oziroma vsem nam pa iskrene čestitke ob 24. rojstnem dnevu Slovenske demokratske stranke. Leta kaže, da je to še mladenka in da je pred njo lepo prihodnost. Spoštovani, veseli nas, da ste se nam pridružili ter svojo prisotnostjo počastili naše nagrajence. Prisluhnimo še zadnji skladbi. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam še naprej želimo prijeten večer ter varno pot domov.